Dober dan in lep pozdrav vsem. Najprej mi dovolite, da tudi z tega mesta v svojem imenu in v imenu Slovenske demokratske stranke izrazim iskreno sožalje družini, svojcem, prijateljem in vsem, ki so ga imeli radi, umorjenega Aleša Šutarja. To smrt imajo na vesti predsednik vlade, ministri, poslanci Golobove koalicije, predsednica republike, ki je s svojimi javnimi dejanji in izjavami podporo Romom dajala podporo Romom, ne pa večinskemu prebivalstvu, nad katerim so se posamezni Romi življali in ga ustrahovali. Potem nosi odgovornost vodstvo, policije, tožilstvo in sodišče. 3 leta smo v poslanski skupini Slovenske demokratske stranke opozarjali na stopnjevanje nasilja strani posameznih Romov na Dolenjskem. Dali smo številne predloge, podprli zakone, ki so jih v državni zbor vložili župani s podporo preko 30 000 podpisnikov pred 2 letoma. Predsednik vlade in njegovi poslanci oziroma poslanci koalicije pa so vse predloge zavrnili. Obstruirali so številne sklicane seje Komisije za peticije in človekove pravice, se norčevali iz predlogov na zadnje 15. oktobra letos. Nekateri so šli celo tako daleč, da so izjavljali, kako so pretepeni sami plačali tiste, ki so jih pretepli. Samo vprašanje časa je bilo, kdaj se bo zgodilo najhujše. In se tudi je pred 2 dnevoma. Zaradi vsega navedenega bi moral po mnenju Slovenske demokratske stranke predsednik vlade Robert Golob prevzeti odgovornost in odstopiti. Včeraj. Tako pa smo videli, da sta bila s ciljem reševanja njegove politične kože odstopljena minister in ministrica, ki pa še vedno opravljata posle. In jih bosta tudi v nadaljevanju. V Slovenski demokratski stranki smo zato danes vložili zahtevo za sklic izredne seje državnega zbora s točko ukrepi za preprečitev nadaljnjega nasilja in kriminala s strani Romov na območju jugovzhodne Slovenije in Posavja ter za trajno reševanje romske problematike. Ocenjujemo sicer, da bi bil prvi in najbolj učinkovit ukrep odstop predsednika vlade Roberta Goloba in čimprejšnje predčasne volitve, ker je njegova ekipa in on sam so dokazali, da vodenju države žal niso kos. Vendar tega ne bo, slišali smo včeraj, da tega ne bo, zato bi vam v nadaljevanju na kratko predstavil naše predloge. Naši zahtevi so se pridružili tudi poslanki in poslanci Nove Slovenije. Razmere na območju jugovzhodne Slovenije in Posavja, širijo pa se tudi te razmere ogrožanje varnosti na Kozjansko, so se zaradi neukrepanja pristojnih organov drastično poslabšali. Kljub številnim opozorjenjem prebivalcev, županov, ljudskih iniciativ ter poslank in poslancev opozicije, ki že dlje časa opozarjamo na porast kriminala, nasilja in ogrožanje varnosti, ostaja država pasivna oziroma vodstvo države pasivno. Vlada, ki jo vodi Robert Golob, je večkrat obljubila ukrepe, ki pa v praksi niso bili uresničeni oziroma sprejeti. Koalicijski poslanci so večkrat zavrnili tako predlagane zakone strani županov, ki so bili podprti z več kot 30 000 podpisi lokalnega prebivalstva, kot predloge in zakone, ki so bili vloženi s strani opozicije. Žal je tiščanje glave v pesek s strani vlade Roberta Goloba in njegove koalicije, torej Levice, Socialnih demokratov in Gibanje Svoboda, in norčevanje njegovih poslancev, predvsem poslancev Levice in Svobode iz županov, pripeljalo na območju jugovzhodne Slovenije do tragičnega dogodka, ki se je zgodil pred 2 dnevoma. Podpisniki predmetne zahteve za sklic izredne seje državnega zbora smo v tem mandatu, tako kot sem povedal, večkrat opozorili, da varnostni problemi na območju jugovzhodne Slovenije niso več posamezni incidenti, temveč postajajo sistemska država, ki spodkopava zaupanje ljudi v pravno državo. Prebivalci, kmetje in lokalne skupnosti so vse pogosteje opozarjale na kraje, fizične napade, vandalizem, uničevanje premoženja, ustrahovanje prebivalstva in tako naprej. Spomnimo se številnih incidentov, ki so se zgodili v zadnjih 2 letih. Zakon mora veljati za vse enako, pa temu ni bilo tako. Ob tem velja še enkrat spomniti, da bi vsaj začetek urejanja teh težav nedvomno pripomogel sprejem zakonov,
ki so jih jeseni leta 2023 v zakonodajno proceduro vložili župani iz tega območja, 11 županov in župani iz tega območja, vendar so bili vsi ti zakoni s strani vladajoče koalicije zavrnjeni. Vsi. Potem je sicer koalicija v zadnjem letu dni želela popraviti nekaj stvari na pobudo ene izmed opozicijskih strank in se je to tudi storilo, ampak tisti popravki so zgolj kozmetične narave in so bili bolj sprejeti zaradi tega, da bi nekako se omilil ta negativni odnos do reševanja te problematike na tem območju strani vladajoče koalicije. Ob opozarjanju na vprašanje varnostne problematike na območju jugovzhodne Slovenije, tako številnimi poslanskimi vprašanji, pobudami, kot predlogi priporočil za obravnavo omenjene problematike na sejah Državnega zbora in njegovih delovnih teles, so predstavniki koalicije odgovarjali, da zavajamo, strašimo in podpihujemo sovraštvo. Torej tisti, ki so predlagali, da se sprejmejo ukrepi in odločitve za to, da se to ustrahovanje in nasilje strani posameznih predstavnikov Romov, so po mnenju koalicije podpihovali sovraštvo. In zdaj vidimo, kje smo zaradi te retorike. V poslanski skupini Slovenske demokratske stranke smo v tem mandatu, takoj na začetku mandata, dvakrat predlagali ustanovitev pododbora za reševanje te problematike pri odboru za notranje zadeve, pa je koalicija obakrat ta predlog zavrnila. Predlagali smo, kot sem povedal, več sklicov komisij za peticije, človekove pravice in enake možnosti, bile so tudi sklicane, večino od teh oziroma vse so bile strani koalicije obstruirane. V teh občinah so ves ta čas, se pravi ti 2 leti oziroma 3 leta opozarjali, da brez ukrepov, ki jih lahko sprejme samo Državni zbor in vlada, se situacija sama od sebe ne bo uredila. Opozarjali so, da brez bolj aktivnega delovanja represivnih organov in brez tega, da pravosodje posameznikom, ki izvršujejo težka kazniva dejanja, gleda skozi prste v teh primerih, kar smo videli na primeru ene izmed sodb, ki je tukaj tudi omenjena v tem gradivu, kjer je popolnoma jasno, da je bil človek spuščen kljub temu, da mu je bilo dejanje dokazano, da brez tega, da se ta kaznovalna in politika pregona ne spremeni in zaostri, se zadeve ne bodo uredile. In namesto tega smo gledali pogrom nad tistimi policisti, ki so želeli ukrepati, pa so bili deležni negativne stigmatizacije. Spomnimo se samo, kaj se je v zadnjem letu dni dogajalo, pa ni bilo ustreznega odziva. Pretepli so župana občine Ribnica in mladoletnika, zažgali avtomobil v Šentjerneju, napadli predstavnika civilne iniciative v Mihovci, pretepli ljubljanskega kmeta, grobo pretepli, napadli socialno delavko v Goriči vasi. V Novem mestu je bil izvršen rop, kjer je skupina mladoletnikov napadla 24-letnika. Napadana je bila mladoletnica pri eni izmed trgovin v Novem mestu strani 3 mladoletnikov, rop v okolici Šentjerneja, ustrahovanja, gledamo posnetke po raznih omrežjih, kaj se dogaja na takih ali drugačnih dogodkih. V zadnjem letu pa je posebej izstopal porast mladoletniškega kriminala, povezanega z določenimi skupinami Romov, kar je med ljudmi povzročilo vedno več strahu in negotovosti. Represivni organi niso v vsem tem obdobju izvedli niti ene konkretne racije, kjer bi pobrali nezakonito orožje, ki se nahaja v teh naseljih, mamila, gotovino in vse ostalo, kar izhaja iz kriminalnih dejanj. Skratka, totalna pasivnost vseh tistih, ki bi morali skrbeti za red in varnost, in ta totalna pasivnost vseh teh je posledica tega, da je z najvišjega oblastnega vrha prihajala pomoč Romom, s tem pa tudi tem posameznim kriminalnim posameznikom iz te populacije, ne pa tistim, nad katerimi so posamezniki izvrševali kazniva dejanja in ustrahovanja. Torej, podpore večinskemu prebivalstvu strani ne predsednice države, ne vlade žal v vsem tem obdobju ni bilo. Torej, ti dogodki v zadnjem obdobju niso bili več izjeme, pač pa so postali del vsakdana. Ljudi je bilo vedno bolj strah, slišali smo o tem, da si ne upajo več zvečer ven, da se starši bojijo za svoje otroke,
kar se je dokazalo v tem primeru pred 2 dnevoma, da upravičeno in tako naprej. Iz vsega navedenega, seveda, kot sem povedal, bi bil najbolj učinkovit ukrep odstop predsednika vlade dr. Roberta Goloba, razpis volitev in zaupanje odgovornosti novi ekipi, ki se mora seveda začeti takoj lotiti reševanja te problematike. Ker pa tega ni, smo v okviru te točke predlagali Državnemu zboru sprejem 9 sklepov, 9 ukrepov, med katerimi pozivamo vlado, da takoj pripravi in Državni zbor vloži celovit zakonodajni paket za reševanje te problematike, ki ga je obljubila že pred 2 letoma, pa ga še do danes ni. In sicer po tistem, ko je vladajoča koalicija zavrnila predlog zakonov s strani posameznih županov in podporo več kot 30 000 podpisnikov. V točki 2 predlagamo, da se takoj sprejme ta zakonodaja, ki jo je, kot veste, danes skupaj s podpisi poslanske skupine Slovenske demokratske stranke vložila Nova Slovenija v zakonodajno proceduro. Gre v bistvu za to zakonodajo, ki je bila pred 2 leti zavrnjena in menimo, da je potrebno te spremembe sprejeti takoj. Potem predlagamo, da se takoj odpravijo dvojna merila pri uporabi zakonodaje na področju odkrivanja, pregona in obravnave kaznivih dejanj, ki so jih storili Romi, ter da se o tem poroča Državnemu zboru. Pozivamo vlado, da takoj sprejme ukrepe za vzpostavitev mehanizmov za obravnavo in ugotavljanje odgovornosti vseh nosilcev javnih funkcij in oseb, ki so v preteklosti z aktivnim delovanjem ali opustitvijo dolžnega ravnanja prispevali k uveljavitvi ali toleriranju dvojnih standardov pri uporabi zakonodaje na področju odkrivanja, pregona in obravnave kaznivih dejanj, ki so jih storili posamezni Romi, ter o tem poroča Državnemu zboru. Potem predlagamo, da se pozove vlado, da takoj pripravi tudi zakonske spremembe na področju pravosodja, kjer je to sploh potrebno, da se bodo v največji možni meri preprečila ponavljajoča se kazniva dejanja in prekrški, ki so jih storili posamezni Romi v zadnjem obdobju. Predlagamo tudi, da Državni zbor pozove vlado, da takoj pripravi predlog zakonskih sprememb na način, da so predmet izvršbe in davčne izvršbe tudi denarni prejemki namenjeni zagotavljanju socialne varnosti, kar, kot veste, je bilo večkrat zavrnjeno v tem Državnem zboru. In predlagamo, da Državni zbor pozove vlado Republike Slovenije, da v roku 3 mesecev pripravi podlage za povračilo škode prizadetim zaradi nasilnih in naklepnih dejanj zoper življenje in telo ter premoženje, ki jih povzročajo posamezniki iz romske skupnosti. Predlagamo tudi, da vlada najkasneje v 7 dneh oblikuje delovno skupino, ki bi jo sestavljali predstavniki vseh parlamentarnih strank, Državnega sveta Republike Slovenije, župani, pristojnih ministrstev, Urada Vlade Republike Slovenije za narodnost in predstavnikov Romov na temo preprečevanja romskega kriminala in zagotavljanja varnosti lokalnega prebivalstva. In nazadnje, seveda, kar bi se tudi moralo zgoditi že včeraj, predlagamo, seveda, da zaradi neobvladovanja razmer in njegove neposredne odgovornosti za stanje na območju jugovzhodne Slovenije in Posavja, pa tudi širše, da odstopi generalni direktor policije, gospod Damjan Petrič.